Po noči je najprej udarila toča, dež se do jutra ni umiril. Razmočil je zemljo in sprožil številne plazove. Telefoni na upravi za zaščito in reševanje so pregoreli. Začele se zadeve okoli 1 ure zjutraj. Do zdaj smo imeli približno od 600 do 700 klicev. Najhuje je bilo na območju občine Piran. Materialna škoda bo ogromna. Kmetijski pridelek je uničen, kleti, poslovni prostori in stanovanja so pod vodo, ogrožena so bila tudi človeška življenja. Največ je bilo vode recimo na Vilfanovi 5, pol so nas klicali za Lidl. Reševali smo vozila iz metropolske garažne hiše in tle v Strunjanu za mano dol smo reševali še 2 otroka. Letos so nam naredili v Strunjanu odvodnjavanje, so rekli, da smo rešeni pred poplavami, ampak če bi naredili še drugo fazo odvodnjavanja, kar je bilo predvideno še zbirališče vode in črpalka, da odteka voda naprej, so rekli, da ni denarja, da projekt je pripravljen. V bistvu pa je, da so pripravili park Sonce, da so porabili denar za volitve in takšne stvari. Oni pravijo, da je to učinkovito, meni se pa zdi to zelo neučinkovito. Nekoliko bolje so jo odnesli v Izoli, kjer je težave povzročala meteorna voda. Spet katastrofalno pa je v občini Koper. Na udaru so Prade, Sveti Anton, Vanganel in Bošamarin. V nevarnosti so tako živeči v dolini kot na hribu. Okoli 3 ure je bil en strašen pok in sem rekel, zdaj je šel zid dol in je ta voda pridrvela s hriba dol. Poplavilo je 1,5 metra spodnje stanovanje in klet in spodnje stanovanje 1,5 metra. Tudi tukaj so prepričani, da bi nesrečo lahko preprečili. Prej je bil tu precej globok kanal, se to nikdar ni dogajalo. Odkar je pa nova pešpot in kolesarska steza, se tu vedno zadržuje voda. Zdi se, da je v času lokalnih volitev svoje dodala še narava. Ni vse v projektih, ki so všečni in lepi na oko. Pomembnejši so tisti, ki se jih ne vidi in pomagajo varovati zdravje in življenja občanov.